Žoga je okrogla. Dobrodošli v našem nogometnem podkastu. Reprezentanca se je zbrala, v naslednjih dneh si bo skušala zagotoviti obstanek, predvsem pa si tudi krepko izboljšati možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije Evropskega prvenstva 2024. 4 točke v tekmah proti Norveški in Švedski bi lahko bile dovolj, morda tudi 3. Mnogi reprezentanti so odlično začeli svoje klubske sezone, Udinese z Biolom in Lovričem je le točko za prvim mestom v Serie A, Panathinaikos Čerina, Šporarja in Verbiča pa je 100% v grški ligi, gole še naprej zabija tudi Benjamin Šeško. Manj uspešen je Bayern, šele 5. v Bundesligi, Mura je znova poskrbela za najboljšo tekmo v prvi ligi, Olimpija pa je zmagala v Prekmurju. Celjani so edini, ki v zadnjem mesecu in pol sledijo tempu Ljubljančanov. 4 smo tokrat skupaj, Boštjan Janežič, Marko Cirman, zdravo, Jože Pipevnik, zdravo, moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Zmago Olimpije torej v Murski Soboti z 2-0 so Prekmurci vodili, potem pa na koncu izgubili s 3-2. Jože, bil si na tekmi, Ljubljančani odlično, kar zadeva točkovnega izkupička v tej sezoni. Kaj pa igralski vtis? Ja, odličen, izjemen, razen uvodnih 20 minut, ko pa je Albert Riera nekako dejal, da so bili 2-krat kaznovani zaradi slabšega pokrivanja prostora v tranziciji, ampak Riera želi tako igrati, želi igrati z visoko linijo in bila je Olimpija precej boljši nasprotnik v bistvu vseh 90 minut. Res je, ko se nekako najde v pravi dnevni formi, kar se največkrat v letošnji sezoni Olimpija, je res izjemno dobra, zelo suverena, zanesljiva na žogi. Na koncu se mi je zdelo hecno, ker so v bistvu zadeli so Sešlar, Nukić in Elšnik, pa se mi je zdelo, da sta tista zadetka Nukića in Elšnika, da so jo nogometaši Olimpije nekako se razveselili ali pa poveselili, nekako v smislu, končno smo ga dali, saj je bilo jasno, da ga bomo dali, bilo je le vprašanje časa, bil pa je Mario Kvesić, po mojem mnenju, morda celo ključni nogometaš na igrišču pri Olimpiji, veliko akcij gre preko njega, bodi si s predzadnjo ali pa zadnjo podajo Kvesić razigrava svoje soigralce in res dobro izgleda Olimpija, no? Res zaskrbljujoče dobro za vse ostale klube v ligi. Izpostavili smo že nekaj igralcev Olimpije v podkastu Žoga je okrogla. Kaj pa Riera, ki je imel zelo zahteven začetek, potem ko so navijači vdrli na njegovo tiskovno konferenco in če smo se še na začetku spraševali, če so bile predstave Olimpije plod tega kratkoročnega učinka po nekako šok terapiji, pa zdaj izgleda Olimpija vse bolj, da gre za resne. Ja, tudi Riera Zori uspe tudi 2-krat na tekmo zamenjati sistem, če Olimpiji ne gre. Upekla se je v Celju, trenirala je za ta preobrat že doma proti Domžalam, ko je obrnila tekmo. Tudi odsotnost vratarja Vidovška, čeprav ni več ljubljanska mreža čista, ni tako boleča, kot se je sprva zdelo, ko ga je zamenjal mladi Pintol. Sicer pa je dejal tudi športni direktor Ljubljančanov, da je bil Riera izbran med ne vem koliko desetnijami ponujenih trenerjev Olimpijini upravi, ampak da je prišel že pripravljen na sestanek, analiziral igro Ljubljančanov, tudi sam si nekako ni želel povračila potnih stroškov, plačal pot, da so se dobili z upravniki in dobro gradi, verjetno še vedno ostajam tam, da pa je bil temelj postavljen na spodletelem vračanju iz Luksemburga, ko so se vračali domov z avtobusom, se spoprijateljili, ampak potem je vendarle trenerju potrebno reagirati, meranje, vzpodbuja jih, igralce, ne protestira niti, ko je Nukić izvajalec naj bi bil 11 metrovke ob koncu v Prekmurju, pa sta se potem z Ilkićem dogovorila drugače in
tista njegova izjava res štrli, da je v nogometu 100-odstoten, če je žoga v naši posesti, lahko z njo kaj napravimo, če pa je v zraku, pa je polovično naša. Nek nov pristop je to za slovenske nogometne razmere. Tale igra Olimpije je enostavno prehitra za preostale klube. Celjani so sicer dobro reagirali, dobro zadušili, pravočasno stopili do Olimpijinih nogometašev ob tistem preobratu v Celju, ampak v slovenski ligi je bilo do prihoda Arriere nekako značilna ta neka počasna igra, da si je vsak igralec vzel čas, ustavil žogo, pogledal glavo gor, oddal žogo. Ne? Tu pa sploh ta tretji gol, ko smo videli v Murski Soboti, to je res, to je Ferrari za slovenske razmere. To odvzeta žoga, takoj tranzicija, odložena žoga, ne da bi igralec sploh pogledal, kje je to. Igralci se čutijo med seboj in to je to. Ne? Res, da včasih tvega s to visoko zadnjo vrsto Arriere, ampak ne glede na to, ni iz tira vrgel recimo Olimpije, niti poraz v Celju. To, kar se je zgodilo Olimpiji v Celju, se je zdaj pač zgodilo Muri. Ne? In res dobra popestritev in mislim, da ne bo več dolgo trener Olimpije, če bo šlo tako naprej, ker res... In mislim, da prav to lahko seveda Olimpiji prepreči naslov prvaka, če seveda Riera ne ostane. Ravno to, da mu gre dobro, hkrati pa ima še ime in priimek, se mi zdi, da je lahko magnet za marsikateri klub. Moramo vedeti nekaj, pač zdaj se vse vidi, zdaj se vse snema, zdaj si na radarju, zdaj včasih ni bilo tako, da te je kdo opazil, ne? Zdaj se pa, poleg tega ima Riera strašne povezave, ne? On je igral v največjih klubih, on prijateljuje z Guardiolo in on, če si bo zaželel nekega boljšega izziva, bo z lahkoto prišel do njega. Prej je bil slovenski slogan oziroma slogan v slovenski ligi prejeti gol manj kot tekmec. Riera je to uvrgal, pa še druge tujce morda za pohvaliti. 3 tujci, tuji trenerji so na prvih 4 mestih v slovenski ligi. Še Pilipčuk, samo Zelkovič je med njimi, med omenjenimi trenerji, jasno tudi Krznar z Hrvaške. Neverjetno pripaden je, nogometu, to mi je zelo všeč. Sem se pogovarjal z njim v Celju, na čisto vsako vprašanje ima nek odgovor, ampak ne odgovor zaradi odgovora, ampak pameten odgovor. Zelo, zelo dobro pozna nogometno igro do obisti, pa je bil bočni branilec, pa je imel ogromno znanja bil je na koncu, mislim, da bočni branilec. Wingback, prej pa... prej bil pa tudi višji gor. Pa je imel ogromno znanja tako za branilce, kot za... Skratka, slišal sem tudi, da po več ur analizira tekmo, da takoj po tekmi tudi ne zaspi in da dolgo v noč še gleda potem te zadeve in res živi za nogomet in enostavno sliši se klišejsko, nogomet ga nagrajuje, ampak toliko kot vložiš v nogomet, toliko pač dobiš nazaj. Zelo zgovorno je bilo v Murski Soboti, kar je tudi potem Riera na tiskovni konferenciji po tekmi povedal, da ni zamenjal med polčasom nikogar in ni spremenil postavitve, ni spremenil nekega pristopa, le razložil je v slačilnici še enkrat svoji ekipi, kje so tisti prostori na igrišču, ki se pojavljajo, kje vidi šibkosti Mure, kako jih je treba izkoristiti in poslal je na igrišče enako 11-terico, ki je še naprej potem seveda delovala dobro in bila za to nagrajena. Tako da neke stvari na tiskovni konferenci, ki jih včasih malce jemljemo z rezervo, kar se tiče izjav trenerjev, pri Rieri dejansko držijo oziroma jih podkrepi tudi predtem že z dejanji ob igrišču. Tako da, ne vem, meni se zdi, da mu ti igralci, vemo, kako ga hvali vedno znova Timi Max Elšnik, ampak se mi zdi, da mu res vsi nogometaši izjemno sledijo, da že dolgo nismo imeli morda primera v slovenski ligi, ko bi celotna ekipa trenerjev tako verjela, kot verjamejo trenutno v Ljubljani Rieri. In tudi to je novost, ko je rekel Jože, da je poslal enako 11-terico na igrišče. Tudi to je novost v slovenski ligi. Marsikateri trener bi se ustrašil tega rezultata in zamenjal 2-3 nogometaše. Riera pa ustraja pri svoji viziji, ustraja pri svoji ideji. Najbrž res ni bil zadovoljen z rezultatom in najbrž tudi ne z izvedbo na igrišču, to, kar so se dogovorili, ampak nekako verjame tem fantom, ve, česa so sposobni in nadaljuje z njimi, ne glede na to, koliko je na semaforju in to je to prinaša rezultate. Olimpija ima na vrhu lestvice 8 točk prednosti pred Celjani, ki so zdaj drugi, Koper na 3. mestu 18 točk, Maribor pa 14 prehitel je Muro.
za točko. Mura torej pri 13. Jože Damir Čontala je moral po tekmi odgovarjati tudi na vprašanja o svoji službi. Mura sicer dela dolgoročno, ne mara hitrih menjav trenerjev. Kakšen je njegov položaj? Vedno bolj nezanesljiv, kolikor vem in slišim iz Murske Sobote. Damir Čontala sicer odkrito nekako ne ravno da zavrača kritike, ampak pravi, da mu te vendarle pridejo nekoliko do živega, da ga kot domačina, seveda publika, tako njega kot domačina, kot nekatere igralce, ki so domačini, toliko bolj jemlje na zob in toliko bolj kritizira. Primerjal se je tudi oziroma primerjal je kritike na svoj račun, kritike na račun prej Anteja Šimunže, ampak dejansko je občutek v Murski Soboti, da Čontala trenutno iz te ekipe, ki je vendarle, po mojem mnenju, po kakovosti ena najboljših v ligi, vleče premalo, da je preveč nihanja v igri, da je preveč odvisno morda od dnevne forme in razpoloženosti Mirlinda Dakoja, ki pa 90 minut ne more vleči ekipe naprej. Tako da Mura želi igrati seveda drugače, kot je igrala prej, ampak za neko žrtev rezultata oziroma bo verjetno moral tudi nekoliko Čontala, če ne pa njegov naslednik, žrtvovati želeno igro za to, da bi bil rezultat boljši. No? Z nakupom drugačnih igralcev je začel morda celo pretirano, prehitro spreminjati utečen sistem, pa ne da je samo tisti sistem veljal Anteja Šimunže, tudi trener novinec Damir Čontala sistema nima dodelanega do konca, ko pa mu teče voda v grlo, prej bi rad igral napadalno, pa potem išče rešitve v obrambi in je kontradiktoren na ena in isti tekmi. Jaz bi pa dodal tu, da zdaj govorimo, kot da je Mura že osvojila 20 naslovov slovenskega prvaka. Ne? Muri se je zgodil tisti naslov, Muri se je zgodila tista Evropa s krasno ekipo in trenerjem Antejem Šimunžo. Mislim, da bi Mura morala ostati skromna pri svojih pričakovanjih, da 4. mesto ali pa 5. zanjo ni neuspeh in da bi se predvsem v Prekmurskem Taboru zdaj morali zakopati v delo. Delo, nič drugega. Mislim, da, ne vem, pokažite mi boljšega trenerja za ta denar od Čontala v tem trenutku. Mislim, da ga v slovenskem prostoru ni. Čontala pozna klub do obisti, je DNK tega kluba, bi lahko rekli. Ne krivim samo njega za ta neuspeh, je tudi kriv, jasno, nekaj pa bi se moralo vprašati tudi igralce. Enostavno ne dajo več tistega, kar so dajali pod Šimunžo. Zdaj ne vem, a je to kriv Čontala, nisem na njihovih treningih ali jih ne zna sprovocirati, ampak najlažje je menjati trenerje. Ne? Mislim pa, da za ta denar ne vem, če bi prišel kdo boljši. No. Kolikor sem jaz videl na tekmah Mure, se mi zdi, da ni morda več tiste prave vere v delo Čontale strani igralcev. Zdaj, ali je to krivda trenerjev, ali je to morda začetna krivda igralcev, kakorkoli, ampak se mi zdi, da morda več ne sledijo svojemu trenerju, tako kot so mu od samega začetka. Lanska sezona za Muro ni bila tako slaba, v letošnjem so šli z večjimi pričakovanji. Igralci, ki jih je pripeljal Čontala oziroma ki jih je pripeljala Mura, pa sploh niso slabi. Prav za vsakega skoraj da prišleka bi lahko dejali, da je prinesel ekipi nekaj dobrega, od Morisa v obrambi, zdaj Šimkusa v zvezni vrsti, ki je litovski reprezentant, ki je bil eden najboljših na igrišču zame v prvem polčasu proti Olimpiji, pa Šroler, ki je nekako podoben nogometaš kot Bobičanec, je nogometaš trenutka in navdiha. Gregor Balažic ima ogromno izkušenj iz tujine, tako da se mi zdi, da 4., 5. mesto morda, tako kot je dejal Marko, da ni. Za Muro vseeno to je neuspeh, ker pač tam enostavno ciljajo na to, da bodo konkurirali Mariboru in Olimpiji za vrh. Je pa dejansko res, da je tu enih 5-6 ekip od Olimpije pa zdaj do Domžal, morda celo teh 5-6, ki jih je zdaj na prvih 5-6 mestih, ki pač želijo enostavno svojimi vlaganji v kader konkurirati za vsa evropska mesta in pri Muri imajo srečo, to srečo v bistvu nekako, da je liga precej pri vrhu neizenačena, da Olimpija beži, da pa so vsi ostali precej blizu. Drugi polčas.
Slovenska reprezentanca se je ta teden zbrala za zaključek tekmovanj v Ligi narodov. Še z 2 skandinavskima ekipama mora igrati, najprej z Norveško v soboto doma, potem pa še Švedska v gosteh v torek. 3. mesto v skupini je lahko ključno, vse skozi ponavljamo v podcastu Žoga je okrogla, ne škodi pa, če povemo še enkrat, Slovenija bi si verjetno s 3. mestom v tej skupini zagotovila dodatne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Trenutni vrstni red: Norveška 10 točk, Srbija 7 točk, Švedska 3, vse 3 točke je dobila po zmagi v Stožicah, Slovenija pa je po remijih z Norveško in Srbijo na zadnjem mestu z 2 točkama. Boštjan, optimizem, pesimizem, kje približno si na tej... Ja, bolj odločeni so bili videti včeraj nogometaši, vsaj razpoložena Lovrič in Bijol, ki sem jo srečal pred uvodnim treningom, kot pred zadnjimi akcijami. Malce so popravili okus s tema 2 točkama ob koncu slabo začetega junijskega cikla. Sedaj pa ko so dojeli, da lahko igrajo tudi na Norveškem, da bi lahko, ne govorijo samo o Holandu, ampak so govorili o celotni odlični norveški reprezentanci in da so že dokazali in uspeli onemogočiti Holanda. Jasno, da je Norveška velik favorit, ampak več odločnosti je bilo kot prej, ko so se Slovenci zbirali, se samo trepljali. Sicer lažji regeneracijski trening, tudi Šporar je imel vse v redu po poškodbi, v Grčiji je treniral včeraj, ampak odločnosti pa je bilo ob tej dobri volji, ko sta nogometaša Udineseja dobro začela sezono v slovenski reprezentanci, kar je lahko nalezljivo, pa naj bo bilo precej več. Ja, nista le ona 2 dobro začela, 3 igrajo tudi pri Panathinaikosu in je Panathinaikos odlično začel sezono 100% po 5 tekmah. Grška liga nekoč več ali manj dvoboj za prvaka, ampak nič več v zadnjih letih. Panathinaikos je v zadnjih 5 sezonah daleč od vrha, niti enkrat ni bil med najboljšimi 3. Olimpijakos sicer serijski prvak, enkrat vmes tudi AEK. Gnezda Čerin največ igra med Slovenci pri Panathinaikosu, Šporar tudi začenja tekme, Verbič pa najpogosteje adut sklopi ravno tisto tekmo, ki pa jo je začel, pa je tudi odločil, dosegel edini zadetek za zmago z 1-0. Boštjan si že omenil, 2 reprezentanta od poletja naprej igrata pri Udineseju, Sandi Lovrič in Jaka Bijol sta prestopila v Videm. Tako kot Panathinaikos, pa tudi Udineseju bolje kaže po nekaj sezonah. 9-krat zapored je italijansko prvenstvo končal na drugi polovici oziroma v drugi polovici lestvice po zmagi proti Interju. Zadev je Jaka Bijol, 3-1 je bil končni zid, pa je Udinese zdaj tik pod vrhom na 3. mestu, točko za vodilnima Napolijem in Atalanto. Jaka Bijol je torej zadev proti Interju, Sandi Lovrič pa v zmagi 4-0 proti Romi. Bijol je sicer začel 4 tekme, Udinese igra s 3 zadaj, Bijol je na sredini teh 3 centralnih branilcev, 2-krat pa je moral sredi prvega polčasa z igrišča. Dober znak je, da je po teh majhnih poškodbah prišel takoj nazaj v prvo postavo. Lovrič pa je v vseh 7 tekmah Udineseja igral v tej sezoni. Prisluhnimo obema nogometašema. Ja, nekaj sem imel tudi nesreče s poškodbami, bi bilo lahko tudi boljše. Ampak ja, tisto, kar sem odigral, je bilo zelo dobro, tudi ekipa zelo dobro funkcionira, tudi odlični rezultati in samo upamo, da bo šlo tako naprej. Definitivno oba Sandi je celo več odigral kot jaz in smo pustili dober vtis in samo upamo, da bomo lahko tako nadaljevala in ja, da bomo te predstave s prvih tekom še nadgradila v prihodnji. Jako dobra situacija i moment je jako dobar. Krenuli smo dobro u sezonu i dobra je atmosfera i stvarno dobar moment. Ide dobro, može naravno uvijek bolje, treba i može se uvijek da se radi više, uvijek je prostor tu, ali dobro je. Ja, Sandi Lovrič je povedal, da se je znašel v dobrem položaju, da je ujel pravi trenutek, da se tudi dobro počuti in da je lahko seveda vedno bolje, ampak da je zadovoljen z začetkom sezone. Razlogi za
dober začetek Udinezeve sezone, potem ko so imeli toliko težav, pa bili 10-15 let nazaj tisti mali italijanski klub, ki je segal precej više, kot so mnogi pričakovali. In tudi letos je 50. sezona njihova. 50. sezona v seriji, ja. Ja, Sotil je res trener nekako povezal vse skupaj, ampak všeč mi je bilo pri Udinezeju na zadnjih tekmah to, da oni so recimo proti Sassuolu dobili gol, zaostajali, proti Interju dobili gol, zaostajali, ampak ne, oni grejo. Nima nobene veze s tem, kar se je zgodilo, da so prejeli zadetek. Tako kot recimo, ko smo govorili o Rieri. Res imajo dobro zasedbo, oba bočna, ta nogometaša, sploh ta v Dodži, je res izjemen na levem bočnem položaju, tudi Deulofeu ogromno izkušenj, zdaj že ima ta otrok Barcelone, eden najbolj talentiranih večni čudežni deček, ampak desetletjem nogometašev, najbolj talentiranih, ja. Zdaj se je znašel v tem okolju, tudi ta Beto, ki je igral proti Monenzeju prej na Portugalskem, mi je že bil tam všeč, je tudi tak robustnež, čakam, da eksplodira. Skratka, vsi grejo, ko je napad, grejo vsi, oni so imeli 20 strelov, mislim, da proti Interju, res. Lovriču je najdel dobro mesto, ker je v bistvu osrednji vezist, ampak napada te med prostore, Italijani rečejo temu mezzala, in se vključuje in pol pa itak pol še bočni zraven prihajajo, tako da res izjemno. Biol pa še enkrat več dokazuje, da je predvsej bolj primernejši igralec, tako zaradi višine, kot tudi zaradi svoje nehitrosti za štoperja, kot osrednjega branilca, kot za zadnjega veznega nogometaša. Pa si predstavljam sploh med tremi, da mu ta pozicija tudi najbolj od vseh, zaradi tega, ker ni najhitrejši igralec. Ja, plus to, da pri gradni, ko ima vratar žogo, se morata oba levi in desni osrednji branilec pošteno razširiti in potem tam tudi nekaj z nogo odigrati, z nogo odigrati. On je pa bolj tak sidraš, ampak to mu ustreza, da počisti tisti, kar je za počistiti. Dober začetek sezone za ekipo, ki se začne tudi v Nemčiji. Union Berlin je prvi v Bundesligi, neporažen, 2 točki pred Dortmundom. Jedro ekipe je ostalo skupaj, brez velikih poletnih pretresov. Ne boste verjeli, stanoviten nogomet z dolgoročno vizijo je obrodilo sadove. Najboljši strelec, sicer napadalec iz Surinama s pevnim imenom Geraldo Becker. Drugi torej Dortmund, tretji Freiburg, četrti Hoffenheim, šele 5. pa Bayern, ki je s 3 zmagami začel sezono, zdaj pa 4 tekme, že brez zmage. Boštjan, ti imaš rad Bavarce. Kaj se dogaja v Münchnu? Ja, Bayern bi lahko bil tudi super Maribor, tam so kar precej spremenili. Ni odšel samo Lewandowski, pa prišel Mane, ki mu ne verjamajo, ampak tudi v športnem delu spremembe. Že nekaj časa ni Ulija Henesa, sedaj ni niti več Karla Heinza Rummenigga in nekdo odlična nogometaša Oliver Kahn in Hasan Salihamidzic nimata to vrstnih izkušenj, čeprav delata še vedno mirnost v klubu, da ne iščejo novega trenerja. Nagelsmann ima nekaj osebnih sprememb tudi, ampak da bodo sedaj v pravem reprezentančnem premoru govorili z nogometaši, iskali boljše poti. Bayern je želel po 3 neodločenih porazih po 3 neodločenih rezultatih. Je želel nekaj drugega, ampak potem na bavarskem derbiju proti Augsburgu izgubil, torej ni bilo neodločeno, ima sicer dobro razliko v golih, ampak to je nekako povišal po visokih zmagah proti Eintrachtu in Bochumu, sicer pa najbolj navijači zamerijo, da so izgubljali proti nižje postavljenim ekipam. Zgolj Borussia Mönchengladbach je precej visoko, ampak Stuttgart pa precej nižje. Jasno, vse bolj pogrešajo Lewandowskega, ni čvrstosti v napadu takšne, kot jo daje moštvu Poljak, ni še uigranosti, povsem tiste povezave. Pripravljajo si veliko priložnosti, ampak učinkovitosti ni, kot so bili v Münchnu vajeni, ampak umirjajo žogo in po reprezentanci napovedujejo, oziroma po reprezentančnem premoru drugačen Bayern. Ni še
star trenerski maček, Nagelsmann, kot ne vem, Heinkes ali pa Ancelotti, ne vem, tudi Guardiola. Ne. Najslabši štart po 20 letih. On bi kar to neko nogometno revolucijo pa zdaj v Bayernu vedel. Ne. Ti ne moreš z Red Bullovo filozofijo na podlagi 100 let tradicije nekaj vsiliti. Ne. In to se vidi, oni imajo ogromno težav. Vse so oni želeli, ne? Oni so njega pripeljali. Ja, ampak se mi zdi kar... Ampak te je spet novi športni delavci. Ja, razumem. Veliko sprememb. Ogromno težav ima Bayern na igro, na postavljeno obrambo nasprotnika, ko stojijo nizko, enostavno ne pridejo skozi. Sej to ima pa veliko trenerjev, ki igra tak nogomet. Mu je pa ustrezalo recimo igranje Barcelone v Münchnu. Ja. To mu je pa ustrezalo, ker je bila pa Barcelona više in potem je pa lahko forsiral to svojo tranzicijo, ne, ki jo je že prej ne, pri Red Bullu. Tako da, ja, če mu bodo dali čas potrebujete tako Čontala kot Nagelsmann. V Ligi prvaki se tolažijo, tam pa gre drugače kot dve zmagi. Ampak ni nujno, da bo na koncu spet +10, ne sej. Da ne bo +10. Ja, mislim, morda pa 9. Bo pa 7, ja, sej. Ja. Zato, ker tudi drugi ne bodo, mislim, najtežje v nogometu je tako ponavljati stvari, ne, in drugi klubi imajo potem težave s ponavljanjem oziroma z nizanjem rezultatov, no, ker lahko vsakega nabije v tej Bundesligi, ne pač. Ravno to, kar Marko pravi, se meni zdi bistveno, ker pač nihče drug v Bundesligi ni tako zanesljiv, mislim, da Union ne more na dolgi rok celotnega prvenstva igrati tako super. Borussia iz Dortmunda in ostali klubi pa so itak znani potem, da kiksnejo tudi takrat, ko Bayern kiksne, tako da na prvenstvo, ki je maraton, kot je nekoč dejal Ante Šimunža, mislim, da bo vseeno Bayern na koncu prvi. Sodnikov dodatek. Kviz ugani igralca, naštel bom klube, za katere je igral, vi morate povedati, kdo to je, in sicer ne bom vseh njegovih klubov, sam del njegove kariere. Monaco, Liverpool, Roma, Fulham. A Jože že dvignil roko? Ne še. Ja, Jože je dvignil roko. Jože? Čakaj. Aj ne še, ok. Enega imam v mislih, ampak je tako neverjetno. Še enkrat klube. Monaco, Liverpool, Roma, Fulham. Džibril Cissé. Ni Džibril Cissé. A je igral za Monako? Ne, za Auxerre je igral. Za Auxerre, iz Auxerre je prišel. 14 milijonov Uljega je kupil. Pa najhujša 2 zloma noge, kar se spomnim. Res, oba na nogometni tekmi od zadaj, ja, grozno. V glavnem, ne iščemo Džibrila Cisseja, iščemo pa nekoga, ki ima največ nastopov v zgodovini svoje reprezentance. Svoj zadnji reprezentančni gol pa je dosegel proti Sloveniji. Še zmeraj vsi razmišljamo? Ne. Jože, še enkrat. Koliko jih ima? Mislim, več kot 100, mislim, da 110. Ne, koliko imamo poskusov? Neomejeno. John Arne Riise je pravilni odgovor. John Arne Riise je torej igral za Monako, potem pa prišel k Liverpoolu, osvojil naslov evropskega prvaka, nadaljeval se kariero pri Romi in potem prišel nazaj na Otok. Trenutno je trener ženskega prvoligaša na Norveškem, znan predvsem po izjemnih petardah, strelih od daleč, izjemno močnih, povprečno pa dosegel oziroma odigral pri Liverpoolu 50 tekem na sezono. John Arne Riise je igral za Monako in ni bil evropski prvak. Z Liverpoolom pa je evropski prvak. Z Liverpoolom potem, ja. Okay. Ampak to, da je igral za Monako. Z Monakom je bil francoski prvak. Z Monakom je bil, mislim, da leta 2000, 2-2 je prestopil v Liverpool, 2000 je pa bil, mislim, da še tista generacija za Narijem, pa morda še Trezeguet. Sabrila Muši. Ja, te. Liverpool in Super. Fulham sta bila pač namigana. Ja. Pomembna. Jaz bi sam še nekaj dodal na koncu. Če kdo od poslušalcev zbira sličice za Katar, marko.cirman@rtvslo.si, nekaj mi jih še manjka, imam jih veliko za zamenjati, pa joze.pepevnik@rtvslo.si tudi, tako da vabljeni. Luka bo pa zdaj malo začel. Jaz jih bom začel zbirati mimo grede, koliko se jih dobi v enem paketu in koliko stane? 5 jih je v enem paketku, paketu jih je pa 50, kjer je 50 paketkov. Aha, torej, čutim, da si že kupil paket. Kupil sem paket na začetku. Koliko je pa en paketek? Paketek je pa, mislim, da 80 centov. Ja, ok. Super, me je skrbel, da je več kot €1. Ne še. Se spomnim, ko je bilo $70. Ampak to je zadnji romantični mundial, ker potem bo pa album debel kot svetopismo, ne?
A ja, zaradi 48. Ja. Mislim, ni nujno, da ne bo digitalen že takrat. Ne? Brez veze, pa, Ja, sploh. sej. Pa sploh pišite, kontaktirajte nas, zbiramo Zadnja sličice. priložnost. Po navadni zadnja pošti. priložnost. Magari, ali pa se Tudi. dobimo kje, ali pa pride oddaja pogledati. Vesel, da smo bili znova skupaj, da smo se lahko znova pogovarjali o nogometu in da ste bili vi z nami do konca oddaje. Udobno je tule v vašem zvočniku oziroma v slušalki v vašem ušesu. Znova pa bomo skupaj naslednji teden po tekmi Slovenije na Švedskem. Uživajte, se slišimo.